Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, drage ženske. Danes boste lahko dobile zelo dragocene informacije, zato si vzemite pisalo in papir, kajti v moji družbi je Vesna Juvan, prinašalka modrosti za ženske v Sloveniji. Hvala za vse, kar si ustvarila in posredovala dejansko že naprej. Danes imava tematiko, ki ti zelo paše, tematika, v katero si se podala že toliko let nazaj. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da danes predaš vsem gledalkam? Ja, danes smo se pogovarjali, da bi se nekako o menstrualnih bolečinah pogovorili, in to se mi zdi zelo pomembno zaradi tega, ker se mi zdi, da ženske se zelo zbudimo šele, ko boli. Nažalost, in jaz vidim menstrualne bolečine kot tisti zadnji krik maternice, ko je že vse probala, pa nič nismo slišali in zdaj bo probala še tako. Tako malo, kot če doma 100-krat že nekaj rečem, pa me noben ne sliši, potem začnem počasi, če dalje bolj glasno govoriti, na koncu kričim. Ne zato, ker bi bilo z mano nekaj narobe, zato, ker pač nisem slišana. In tako se mi zdi, da je pri menstrualnih bolečinah enako. Zdaj ta medicinski del bi jaz medicini pustila, pa bi se bolj osredotočila na to, kar recimo šamani verjamejo o zdravju. Oni verjamejo, da telo vedno dela najboljše, kar lahko. Torej, tudi če pride do bolečine, mi ponavadi rečemo grda maternica, kaj mi delaš, s šamanskega stališča bi rekli, wow, moja maternica kriči, to pomeni, da že dolgo nekaj ni tako, ko bi bilo treba, in grem zdaj pogledat, kaj je tisto, kar jo tako mori, da ne more več biti tiho. In to je malo drugače, ko je medicina navajena, ampak se mi zdijo ti nivoji vsi pomembni, ker ljudje smo vse, nismo samo fizična bitja. Mi smo tudi emocionalna oziroma energijska, če rečemo, da so čustva v sklopu energiji, in spiritualna. Maternica v končni fazi je tista, ki s telesom, tem fizičnim telesom, združi duha. Mi lahko človekove projekti naredimo, samo to ni bitje, to je telo, ki pač je za silo funkcionalno, se vemo, kak je bila tista očka, ne čist zares, ni pa bitje. Tako da maternica je tista, ki povabi duha zdaj v to telo in smo potem tako nastane človek. Wow. In maternica je tudi tista, ki potem ves čas z nami živi in nas ves čas vabi v življenje, v tisto življenje, ko smo ga prišli živeti. Tako da, če najprej vzamemo ta spiritualni nivo, ki se meni zdi noro pomemben, bi pa poudarila, da ponavadi, ko pride tako daleč, da so že menstrualne bolečine prisotne, so običajno je fajn delati na vseh treh nivojih. Tudi fizično telo rabi pomoč? Fizično, energijsko, na vseh nivojih. Ja, ta celostni pristop, to je celostni pristop. Tako. In na spiritualnem nivoju, zdaj, če je maternica tista, ki prinaša življenje, ne samo rojeva otroke, ampak prinaša življenje, je tle pri menstrualnih bolečinah fajn pogledati, a živim življenje, ki sem ga prišla živeti, ali sem dovolila okolici, ki me je vzgajala in v kateri še zdaj živim, da me je spravila na čisto eno drugo pot, kaj nima veze z mano, pa s tem, kaj sem prišla biti. In tle zelo velikokrat vidim v bistvu, da maternica začne kričati, če sem jaz čist na eni poti, ki definitivno ni moja. Druga stvar, ki jo bi tle pogledala, je, a dovolim življenju, da teče skozi mene, ali sam zjutraj vstanem, naredim, kar je za narediti in pol padem v poslo. A ima življenje tle kaj za reči? Ker večinoma smo kontrol friki, če tako pogledamo. V naši skupnosti, ženske še posebej, se nam zdi, da moramo vse porihtati, vse kontrolirati. In ko jaz kontroliram, pustimo, da ne moramo zares kontrolirati, mislimo si, da lahko, je to ful naporno. Stres, in stres je ena glavnih stvari, vemo, tudi medicina priznava, ki potem povzročajo bolezni. Ker bolečine, čeprav jih ima večina žensk, niso normalne. To je na nek način bolezensko stanje, če to tako pogledamo, en simptom. In zdaj tle je tudi fajn, da se ženske vprašajo, a se hočem sam simptomov znebiti, ali bi rada bila zdrava. Ker nobena bolezen ni sam na enem delu. Ko se že v maternici začne ali endometrioza, ali miomi, ali karkoli drugega, ciste, policistični jajčniki. To je vse bolezen celega sistema, sam tle se je pokazalo fizično, pa tle najbolj gledamo. In potem tam, ko gledaš, tam pač najdeš. Tako da menstrualne bolečine, jaz bi rekla, vedno pogledati celo telo, pa še druge nivoje. In pri tem spiritualnem nivoju
bi zelo poudarila, kaj lahko naredimo, je menstrualni počitek, o tem smo že kar veliko govorili. Menstrualni počitek. Se pravi, to je nasprotje tistega, imam menstruacijo in me boli, vzela bom 2 tabletki, dala not tampon in šla v akcijo. Ja, a ne, tako so nas naučili, da je treba, zato ker če nismo vsak dan produktivne in tle nekako za vas na voljo, nismo v redu, a ne. Tako da to je zelo fajn pogledati, ker veš, kaj ti bom rekla, 50% žensk, ki izproba menstrualni počitek, in pri počitek mislim odklop, se pravi, ni interneta, ni telefona, ni zunanjega zvonca vklopljenega, ko bi me lahko zmotil, pa ljudje, s katerimi živim in služba, vejo, da me ni. Zelo težko za ženske. A veš, nekatere ženske živijo realnost, ki si to ko lahko o tem sam sanjajo, mogoče enkrat na pol leta. Nekatere ženske, ampak zelo malo je takih. Zelo malo je takih. Ja, pa tudi Vse je stvar organizacije. tako. A ne? In tega, koga daš na prvo mesto. Mi smo zelo naučene nekoga drugega dati na prvo mesto. A ne? Tako da se strinjam, in če je to res, recimo, če je služba taka, da si ne more tega privoščiti, pa zelo malo je tega. Sam večinoma ne probamo, ker smo tako utišane, da več ne probamo niti, a ne? Ja, jaz mislim, da bi marsikater šef, ki ni vodja, ampak je šef, bil zelo navdušen nad tem. Zdravo, jaz bi se pa rada zmenila, da kadar imam menstruacijo, da ne bom delala. Veš kaj, gre za to, kako nastavimo, pa koliko sebe poznamo in vemo, kaj bo to prineslo firmi, v kateri delamo. Ker če jaz vem, recimo, da sem pol še 10 dni slabo, pa bom slabše delala. Jaz, če bi bila šefica, ti rajš dam en dan dopusta, pa pol 9 dni v redu delaš, ko pa da se 10 dni okrog vlačiš, naprimer. Ampak pustimo zdaj to, ker smo to že ful veliko predebatirale. Jaz bi rada tle še eno stvar omenila. Pri tem spiritualnem nivoju je ful pomembno ustaviti zato ker je tist, ki je tako glasen, da nam ne dovoli slišati duše, če tako rečemo. Dobro. A ne, in zanč je ena tako lepo napisala v skupini tele za ženske, ko jo imamo, je napisala, da menstrualne bolečine so neizražena bolečina ženske duše. Wow. A ne, in tle mogoče en stavek za kontemplacijo za ženske, za čista spiritualni nivo. Kdo sem? Ker v tem počitku, ko sem prej rekla, ko se čisto odklopim, je še lahko gotovim, kdo sem, pa zakaj sem prišla tle sem na zemljo, ko nismo prišli sam jesti pa spat. Ja? Tako da zdaj drug nivo, to je bil ta spiritualni, recimo zelo na hitro, ne? Drugi je pa energijski. A ne, tle pa recimo tradicionalna kitajska medicina zelo močna. Oni pravijo, da večinoma zastale energije v telesu povzročajo bolezni in tudi pri menstrualnih bolečinah je tako, da zastale energije, ki so v telesu, potem povzročijo, da kri začne zastajati, da zaradi tega se tkiva čisto fizična unamejo, a ne, in potem to v veliki meri povzroča razne bolezni in tudi menstrualne bolečine. Tako da tradicionalna kitajska je zelo močna. Rekla bi še rane iz zgodnjega otroštva. Tudi rana, ki smo jo dobile ob prvi menstruaciji, ko nismo bile pravilno uvedene v to obdobje potovanja proti ženski, odrasli ženski, in nismo bile usmerjene na svojo pot, ampak sam zatolčene v svoje puberteti, a ne, ker ne razumemo pubertete. Tako da ta prva menstruacija in to, skozi katera emocionalna stanja sem takrat šla, potem zastavi celo moje obdobje do nekako takrat, ko postanem mama, ko je spet en prehod. A ne? Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da se tle pozdravijo rane. Rana maternica, porod, pa prvo leto recimo, zelo zastaja energija, ali pa skozi do 7. leta, ko v bistvu še ne more psiha tako zelo procesirati in vse, kar psiha ne more sprocesirati, se shrani v telesu. In tle potem to povzroča, da energije ne morejo prosto krožiti. To, da nismo recimo povezani z zemljo več, da imamo podplate, ki ne omogočajo pretočnost našo, nas fej zastaja, a ne, tako da tle zaostaja limfa, zaradi tega, ko Vse potegne, cel domino efekt. Cel domino efekt, a ne, in ko začne limfa zastajati, zaradi tega, ko energije stojijo, a ne, ko se organi ne morejo detoksificirati, potem tako, ko si rekla, padejo domine, ena za drugo. Veliko je teh vsebin, meni osebno, jaz sem zelo hvaležna, da živim z polno delujočo maternico na vseh nivojih, ki mi je tudi omogočila, da sem
imela zdravo nosečnost, imela krasno svojo porodno zgodbo in tako naprej. In kot ženska z veselo maternico mi je pravzaprav žal za vse ženske, ki se z potencialom svoje maternice začnejo ukvarjati šele takrat, ko nekaj boli, kaj je nekaj narobe. Ker je škoda, ker dejansko je cel domino efekt v plus, kakor je v minus, če tega nimaš, oziroma če se s tem dejansko ne ukvarjaš. Pa naj si gre za več zelenega, več zelenjave, več takih in drugačnih stvari, čisto na fizični ravni, a ne? Kaj šele potem, da se spomniš, kako si doživela svojo prvo maternico, menstruacijo. In maternico, ker smo bili mi v maternici. Ja, to je zelo pomembno. Tle pri teh energijah bi rekla, akupunktura zelo dobro pomaga pri pretočnosti. Joni parne kopeli, vem, da ste v oddaji o njih že govorili, zelo pomagajo pri tej pretočnosti. Potem imamo bolnomoterapijo, masažo, samo masaža. Abdominalna majovska masaža tudi zelo, zelo pomaga ženskam na fizični ravni. Potem stvari, kot so, vem, da zelo rečejo, da si z magnezijevim gelom pomagajo zaradi takih zadev. Veliko je stvari. Še to sem ti hotela povedati. Ena stvar, ki sem jo prebrala, da je po porodu, ko imaš dojenčka, ful fajn, da se oblačiš v različne odtenke rdeče, ker je to barva, ki je otrok, dojenček, še nerojen, zaznava tudi v maternici, ob sončnih dnevih. Mislim, ena taka malenkost, ampak se mi zdi, da deluje, da je nekaj na tem, da imamo tudi spomine iz maternice že. Imamo jih in to zelo veliko in zelo vplivajo na naše življenje. In prej, ko si magnezij recimo omenila, ful je fajn pogledati, čist na fizičnem nivoju imamo dovolj magnezija, ker če ga nimamo, ko se mišica zakrči, se več ne more sprostiti. Fajn je pogledati vitamine B. B-kompleks jemati mogoče, če nam manjka. Kalcij velikrat je problematičen. Tako da vse te minerale pa vitamine je fajn pogledati, da vidimo, a ima telo vse, kar potrebuje. Ful veliko je enih čajev in to, če grejo ženske pogooglati, tega je toliko velika. Pri meni predvsem pravijo ženske plahtica, plešec, arman, ognjič, kamilica. In to so tudi protivnetni nekak čaji, ker večina, jaz mislim, da večina težav v telesu, vključno z menstrualnimi bolečinami, je posledica vnetja. In tle pride črevo, recimo, če je maternica tole, na eni strani je črevo in na eni je mehur. Nujno pogledati zdravje črevesa pa mehurja. Ker je dejansko to, vse je tam, na tisti lokaciji. Tako. Krasno. To se mi zdi zelo dragoceno, da si povedala tudi te rastline, pa seveda, da najdemo take, ki so ohranile duh, da je rastlina še ohranila duh, da ni samo truplo še od te rastline, ki je dejansko bila. Za B-kompleks pa so vsi strokovnjaki, ki so bili že tukaj, zmeraj govorili, da to so pa ženski vitamini in da praktično je ženska tečna, pada ji cukr, ima lomljive lase, nohte, vse te zadeve se dejansko dogajajo, če nimamo dovolj B-vitaminov, ker jih pospešeno kurimo. Iz hrane pa ne dobimo dovolj, ker je osiromašena. Tako. Še kakšen tak dober nasvet za ženske, za to, da lahko že v naslednjem ciklu to mogoče uporabijo? Jaz bi rekla predvsem prisluškovati, kaj so tiste stvari, ko se vprašam, zakaj moja maternica kriči. Če se res iskreno vprašam, bom začela dobivati odgovore. Saj veš, tako če rečeš, da greš v Pariz na potovanje, boš vse posod videla za Pariz letake in reklame. Tako isto, če se iskreno vprašam, kaj potrebujem, bom dobila odgovore. In če tem odgovorom potem sledim in pri teh naravnih rešitvah bi rekla, da ni dovolj enkrat čaj spiti, pa bom v redu, večinoma je tako, tudi parne kopeli, da se delajo kak teden ali pa par dni pred menstruacijo, parne kopeli potem ne med menstruacijo, čaje pa lahko večinoma tudi med menstruacijo pijemo in potem še po. In traja 3 do 5 mesecev, da zares začutimo učinek. Tako da prvo, kar bi rekla, prisluškujte, kaj se vam ponuja iz življenja. Drugo, kar bi pa rekla, ne takoj obupati. Mi smo tako na tablete navajeni, ko pol ure primejo, da pol pozabimo, da
dejansko je potrebno mogoče malo več, kot pa pol ure ali pa en dan ali pa enkrat probati. Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Na klepetobkavi.si si lahko pogledate zapiske in povzetek pravzaprav vsega tega. Najdete pa tudi kakšno minulo oddajo, tudi o vaginalni parni kopeli, o vseh teh zadevah, ki so torej pomembne v času menstruacije. Ogromno nasvetov smo torej podali, uporabite jih in javite, kako gre.